Hej, živjo! Danes vam bom pokazala, kako narediti broško iz 3D pena. Jaz uporabljam 3D pen od Forever, ki izgleda približno takole. Takole izgleda pen in ima tukaj gumbe. Zraven dobite kabel. To je en drug, pač dobite samo ta kabel, to morate enega vzeti. No, pa držalo. Pa še 3 filamente ABS. Priporočam vam, da si že v štartu naročite malo več filamentov v različnih barvah pa količinah. V paketu dobite modro, rdečo in zeleno, vsako po 3 metre. Obstajata ABS, to so taki, in PLA. Jaz imam te ostale v PLA, te so pa v ABS. V bistvu je vse približno, vse je dosti podoben, samo da pač PLA rabi nižjo temperaturo, da se stopi. No, zdaj pa začnimo. Tukaj lahko vidite, da ima 2 luknji. Ta je za charger, ta pa za filamente. Ko ste kabel priključili, to vklopite in tukaj bo začela goreti lučka. S temi gumbi nadzorujete, kdaj pride filament ven, pa kdaj gre not, tukaj pa toploto. Nastavite na želeno temperaturo in počakate, da se segreje. To zna trajati nekaj časa, ampak če ga pozabite noter, se bo spet začel pol ohlajati, ko se segreje, a ne, ga morate pol takoj začeti uporabljati. Po nekaj časa, če ne, se bo pol začel ohlajati, da ne povzročite požara. Ko se vam segreje do želene temperature, lahko začnete. Začnete čisto natančno ob črti, pa nastavite si hitrost, ki vam najbolj ustreza. Jaz imam najraje na srednji in lahko začnete. Lahko ste brez skrbi, ker na papir se ne prilepi, no, čisto malo. In samo sledite črtam. No, se vidimo, ko bom malo napredovala. Ko ste vse zapolnili, zamenjate barvo in zapolnite prazne dele. No, zdaj, ko ste zamenjali barvo, vedno, ko zamenjate barvo, jo nekaj še ostane od prej, tako da to morate lahko, če vam je všeč, da se preliva, jo že takoj uporabite, če ne, jo pa malo stočite. Ni je v bistvu veliko. Boste zdajle videli, koliko jo pride. No ja, tolikle je barve, a ne, ke gre stran. Odvisno je tudi, katera barva je. Iz bele na rdečo je malo več, ke je bela toliko svetlejša. Ampak ja, načeloma ni velike packarije. No, zdaj pa zapolnite vse te prazne prostorčke.
Ampak nadaljujete, dokler ne zapolnite vsega. Se vidimo pol, ko dokončam. No ja, to je to. Zdaj smo mi v bistvu vse zapolnili. Zdaj gremo pa na tole. Ta je pa bolj preprosta. Boste pol videli, kako izgleda bolj preprosta, pa malo bolj zahtevna. Spet začnete prve z obrobo. In tako naprej. No ja, pol tako nadaljujete, dokler ne končate. Ko ste s tem končali, zamenjate barvo in nadaljujete. Med segrevanjem lahko zdaj to date dol. To date pa tako, da lepo počasi odstopa, da se čim manj papirja prime. Saj načeloma se ne, ampak včasih se kakšen košček prime. Tako da ga čisto počasi z nohti, no, zato imamo punce nohte, date stran in toliko časa vztrajate, dokler ne gre cel. Takole zdaj izgleda, ko smo dali dol. Malo je še luknjast, tako da to morate pol zapolniti. To je s te strani, ko smo risali. To pa s te, ko je bila ploščata. V bistvu ta ful bolj gladka pride, tako da tista stran, ko vam lepše rata, ne, pol tisto uporabite in jo tako pol pripopate. Drugače pa ja, tako izgleda pol, ko bo zapolnjen. Ko ste barvo zamenjali, greste lahko spet naprej. No, tako zapolnite eno ploskev, greste naprej na ostale.
Ko zapolnite vse ploskve, greste naprej. No, zdaj zapolnite še z belo. In nadaljujete. Tako zdaj izgleda končen izdelek. Zdaj ga samo še lepo damo dol. Spet lepo pa počasi, da se kaj ne uniči. Tako zdaj izgleda ta broška. Ful lepše pride, bolj enostavna je, lepše bo prišla. To izgleda te strani, ke smo jo tiskali, pa s te strani, ke je bila na papirju. Če se vam slučajno kaj prime, pa samo malo popraskate, pa bo šlo dol. To je za ta video to. Če vam je bil všeč, lajkajte, naročite se na kanal in komentirajte, kakšne videe bi vi radi videli. Čao!